Ampak ja, glede prvega podcasta, oziroma oddaje, pa tako, da je bilo pa, ja, jaz sem mislil, ok, bomo počasi začeli, ampak prvo so mi nekako, takrat to ena redkih športnikov, katerega nisem jaz sam, v bistvu po priklicu, je bil Goran Dragič, ne. Ok, zdaj, jaz še čist neizkušen, zdaj pa kako bom to, ampak hvala Bogu, na drugi strani Goran, res top človek, sproščen, nimam ene slabe besede o njemu za reči. In res enostavno je pa seveda, ko se zdaj pogledaš, recimo to je slabe 2 leti nazaj, a pa let pa pol, hvala Bogu, napredujem tudi jaz in je bilo pa seveda nervoza, tudi kako se zdaj pripravil, takrat si vsa vprašanja od prvega do zadnjega sestavil sam, kaj jih bo dovolj, nekako zdaj je ta, ne vem, če sem se za Gorana Dragiča pripravljal praktično 10 dni ali pa en teden, imam, ne vem, zdaj dejansko se lahko že športnika, sploh tistega, ki poznam, recimo Marka Miliča, ki sem imel, praktično se nisem pripravil, sem si sam v bistvu strukturiral nekako vprašanja, sem že vedel vse, tudi če bi mi dal stran vse, ne bi rabo imeti niti, bi vedel, kaj bi ga sprašal, zato ker je bil moj idol iz otroštva.